Ja, Katomc, veste, malo sem zamudil, verjetno ste že povedali, bom kar prebral, da ne boste rekli, da sem narobe kaj citiral. Prvi mož univerzijade bo porabil državni prispevek, ki znaša 3 milijone evrov in je največji prispevek za katerokoli zimsko univerzijado do zdaj za potne in gostinske stroške. Zdaj vsi vemo, da žurnal propada, ampak vseeno. Ali lahko z vso odgovornostjo trdite, da vi, ko ste podpisovali pogodbe, pa vem, da jih nekaj niste podpisali, da nimate nič pri tem? Nisem dobro razumel, ampak kako pri tem, mislite? Pri tem taljenju denarja med gospodom Kanvilom, gospodom Kogovnikom in zdaj vedno bolj se govori, ne pa spet kaj govori se, ampak govori se, da je v smislu univerzijade poleg teh objektov, da bojo nekateri ljudje masno zaslužili. Jaz upam, da ni tako, ne? Konec koncev gre za državni denar, ne? Ki ste vi v vaš parlament, oziroma vi ste imeli takrat večino v parlamentu, ste sprejeli, da gre 3 milijone evrov za neko prijavnino, pristopnino, ki se je zdaj izkazalo, tukaj le piše, lepo je tabela, da je nekajkrat više kot na prejšnjih univerzijadah. To ne bi verjel, ne morem pa gledati. No, jaz vedem. Taka cena je bila postavljena, jaz te pogodbe nisem podpisal takrat v Bruslu, predvsem zaradi tega, ker je bila dana na mizo. Mislim, da so bile številke še večje, ne samo 3 milijone. Sem jo zavrnil, zato ker je bilo v pogodbi še nekaj dodatnih obligacij strani Republike Slovenije in sem predlagal, da je predložil pogodbo, da jo normalno proučimo in šele na tej podlagi se bo Slovenija odločila za popis tega. Takrat se ni mudilo, čeprav je Slovenija bila izbrana. Jaz mislim, da so bili zneski in denarji veliko večje v igre tudi v prejšnjih izborih, ko je bila konkurenca za posamezna mesta veliko večja. Vendar še enkrat zagotavljam, seveda jasno, da s tem niti v raznih finančnih transakcijah do tega ni prišlo še. Vendar bi, če bi seveda imel možnost in nadziral vse te procese, bi striktno nadziral, noben ne bi na računu univerzijade ničesar zaslužil, če bi jaz imel odgovornost in možnost nadzirati vse to. Ne dr. Kugovnik, niti ne drugi. Ampak tukaj se ne gre zgolj za samo te 3 milijone pa prijavnina, ki bi morala slovenska stran plačati Mednarodni univerzitetni športni zvezi. Jaz univerzijado vidim predvsej v širšem kontekstu v razvoju športno-turističnega razvoja Maribora in regije tam. In Slovenija bo morala to infrastrukturo tam ustvariti, še posebej zaradi dobrih gospodarskih trendov, turistično-športnih, smučarskih in drugih trendov, ki se pojavljajo zase v tem delu srednje in pa vzhodne Evrope. Vedno več ljudi se ukvarja s smučanjem, kapacitet je premalo in Maribor je tudi z tega vidika poskušali izkoristiti to nišo tržno, ki se mu ponuja. Zaradi tega je to pomembno. Zdaj, za 3 milijone je vse skupaj v celotni zgodbi je velik denar, še zlasti zdaj, če ga apliciramo na konkretno krizo, vendar je to še najmanjši problem. Seveda pa bi bilo potrebno za vsak evro, ki je bil plačen, zelo striktno upravičiti, zlasti kadar gre za javne sredstva. Ali bi vi, če bi bili pri gospodu Pahorju, minister za šolstvo in šport, predlagali premijeju, da nekako, ne vem kako je to možno, ker ne poznate dobro zakonodaje, ampak umaknili ta sredstva, ki se očitno zapravljajo za, bom kar prebral, potovanja in bivanja za celotno ekipo FIS-u, potovanja pred in med univerzijado in plačali bomo tudi sestanek izvršnega odbora FIS-u. Iz teh 3 milijonov, ki jih vi niste podpisali. Ne vem, gledajte, nekatera logistični stroški nastanejo, kada se ti organi dobivajo. To je nekdo mora to plačati. In običajno so pri teh mednarodnih smučarskih asociacijah, ne se gre za Olimpijski komite mednarodni, se pogledajte, kako se pa tam porabijo stroški. To vedno mora nekdo plačati. In organizator običajno sprejema nase te stroške, to je pa cena za to, da dobiš upravičenje organizirati kakšen mednarodni športni spektakl, kot bi to univerzijada bila, oziroma bo, če bo. Jaz mislim, da bo, upam, da bo. Torej, sama potovanja, pogledajte, kolikrat je predsednik kakšne športne asociacije ali Olimpijskega komiteja peljal svoje soproge ali sorodnike kam na kakšen sestanek in vam bo jasno, kako se tudi ta denar porablja, ki je denar davkoplačevalcev iz članic posameznih športnih asociacij. Ampak ti sestanki pač morajo biti, ker se nekje morajo dovoliti za izvedbo tega. Ampak 3 milijone evrov.
Ja, jaz ne vem, ali je to velik denar ali ni. V tisti pogodbi, Zame ki je, so mi jo recimo. postavili na mizo, so bile obligacije za Slovenijo veliko večje, zato sem jo zavrnil. Okay, hvala.